Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. V Kopru se ta teden mudijo tenisačice z celega sveta, saj na Bonifiki poteka turnir Luka Koper Open 2025. Gre za tekmovanje, ki se že 4. leto zapored odvija v največjem obalnem mestu. Na 3. letošnjem turnirju serije WTT v Sloveniji nastopa tudi 11 slovenskih igralk. Najprej smo organizirali enega v Mariboru, nato v Murski Soboti na trdi podlagi, zdaj je pa prvi na zunanjih igriščih na peščeni podlagi. Malo nas vreme heca, ampak verjamem, da do konca tedna vse nadoknadimo. Za nas je to zelo pomembno, to je tudi neko poslanstvo Tenis Slovenije, da lahko zagotovimo turnirje na najvišjih nivojih za naše tekmovalke in tekmovalce, da lahko pač igrajo pred domačimi navijači na domačih tleh. Tekmovalke se bodo pomerile tako v posamični konkurenci kot v dvojicah. Nizozemka Aranca Rus je prva nosilka turnirja, zato bo glavna favoritinja za končno zmago. Ljubitelji tenisa so v lanskem finalu spremljali slovenski dvoboj, saj je Veronika Erjavec v napetem obračunu premagala Polono Hercog. Letos se je v domače okolje vrnila Dalila Jakupović, ki bo pred svojimi navijači poskušala popraviti vtis slabega začetka sezone, ter tudi Živa Falkner, ki si je prejšnji teden na turnirju v Litvi zagotovila obstanek v prvi evroafriški skupini pokala BJK. Pa kot Primorko in kot z Obale mi pač to ful pomeni in sem prav vesela za povabilo tudi od Teniškega kluba Koper, da so me poklicali in pač na koncu nisem rabila wildcard, ampak spet sem zelo vesela, da pač spet igram doma. Valjda si želim zmagati, ne, in bomo videli, kaj bo, ampak vsaka tekma, ki jo pač zmagam, bo pozitivno. Pač nisem imela najboljši začetek sezone, ampak sem pač že vesela in mislim s pozitivno energijo, ki je tukaj v Kopru, da bo bilo super. Sem tudi v dvojicah, tako da v dvojicah sem tudi druga nosilka, tako da pričakujem vsaj finale, če ne osvojiti. No. Vsak hoče zmagati turnir, ampak ja, na to ne moremo vplivati, lahko samo sama na se vplivam in na svojo predstavo, tako da ja, sploh pa, ko pridemo domači gledati, ima še toliko večjo samozavest in pa podporo, tako da ja, upam, da najboljše. Ervin Hafner je že dolga leta prvo ime koprskega tenisa, zato je tudi letos veliko pripomogel k organizaciji samega turnirja. Tako kot lani pričakujejo na Obali številne navijače, kljub temu, da v zadnjih dneh malce nagaja vreme. Obisk je tako, obisk glede na vreme, kot si omenil, in tole obisk je ponavadi teniški zanesenjaki, zdaj tudi, če Slovenke bodo napredovale, je seveda toliko večje zanimanje in tole. Skratka, vedno lansko leto je bila tribuna polna na finalu, pa če bi bil slovenski finale, se je to nam res poklopilo, zgodovinsko bi lahko rekli, in tako da sicer pa je mimoidočih ljudi vsaki dan okoli Bonifike, ne samo na tenisu, povsod dosti, tako da, ko bi rekel, ne moramo to sešteti, ampak obisk je vedno zadovoljiv. Na vsak športni dogodek, ne samo tenis, višjega ranga je izredno pomemben, ne samo, ko bi rekel, za šport, za otroke, pač v tem primeru tenisače, ali so plezalci, ko imajo svoje, rokomet, ko je reprezentanca, košarka, nogomet in tole. To so vse dogodki, ko bi rekel, hvale vredno, da recimo to pride v Koper, da lahko to občudujemo tlele, ker teh dogodkov, tudi boriti se za te dogodke ni tako enostavno, priti v koledar notri, ko že misli, ja, sej boš pa poklical, pa boš ne gre to glih tako, no. Tako da to je, ko bi rekel, za samo mesto in ponos, da spet si nekje na svetovnem zemljevidu, povsod omenjen, slike gredo po celem svetu in tudi normalno za lokalne otroke oziroma Slovence v tem primeru je pač motivacijski faktor zelo prisoten. Naslednji ženski turnir bo maja v Portorožu, medtem ko bo prvi moški odigran junija v Ljubljani. Tam bo tudi vrhunec letošnje sezone in sicer v 2. tednu septembra na WTA turnirju. V Pretorski palači v Kopru sta v torek generalni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Branko Gabrovec in podžupanja mestne občine Koper Jasna Softič podpisala dogovor o sodelovanju pri letošnjem festivalu duševnega zdravja. Dogodek, ki letos poteka 3. leto zapored, se namreč seli v Koper in bo potekal 23. maja na Titovem trgu. Pomemben je predvsem za destigmatizacijo področja duševnih bolezni in osvetlitev tega področja, ponuditev priložnosti, da vsem tistem, ki imajo težavo na področju duševnega zdravja, da to pomoč tudi najdejo.
Na festivalu se bodo zvrstile stojnice, interaktivni kotički, živa knjižnica, predavanja in delavnice na temo duševnega zdravja. Namenjen bo obiskovalcem vseh starostnih skupin, otrokom, mladostnikom, odraslim, študentom, aktivnim na trgu dela in starejšim. Festival vsako leto ima na nek način isto rdečo nit in to je, da je duševno zdravje zelo širok pojem in predstavlja tako neke pozitivne vidike duševnega zdravja, duševno blagostanje, duševno blaginjo. Po drugi strani imamo pa tudi zelo težke izkušnje, bolezni oziroma duševne motnje, ki lahko pomembno vplivajo na kakovost posameznika. Na festivalu se pogovarjamo o vseh teh temah, torej kako krepiti svoje duševno zdravje, po drugi strani pa kako podpreti nekoga, ki se sooča z duševnimi stiskami ali pa morda živi z duševno motnjo. Po podatkih NIJZ-ja ima približno polovica Slovencev dobro duševno zdravje, doživlja pozitivna čustva in je vključena v družbo, kjer vidi svoj smisel. Povečuje pa se delež oseb, ki doživljajo stiske, med katerimi je precej mladih. Prevalenca duševnih motenj ostaja v Sloveniji skozi zadnja leta relativno stabilna. Podžupanja Kopra je poudarila, da mestna občina Koper posebno pozornost namenja skrbi za duševno zdravje svojih občank in občanov. Skozi več inštitucij nudimo pomoč našim občanom in pa seveda širšemu prebivalstvu Slovenske Istre. In sicer svetovalni center za otroke in mladostnike deluje. Leta 2022 smo ga ustanovili, tako da je v bistvu nekakšno pomoč osnovnošolskim in srednješolskim otrokom in pa seveda njihovim staršem. Potem imamo društvo Šent in še nekaj takih varstveno-delovnih centrov, ki se v bistvu na dnevni bazi ukvarjajo s samo pomočjo občanom in pa njihovim sorodnikom. Slovenski teden nakita, ki je nastal na pobudo oblikovalke sodobnega nakita Sandre Kocijančič, je letos že 4. leto zapored uspešno povezal umetnost, tradicijo in inovativnost na področju sodobnega oblikovanja. Osrednji program dogodka še do jutri poteka širom Slovenije. V galeriji Insula v Izoli so se z mednarodno razstavo z naslovom Alegrija oziroma Veselje predstavili študenti vizualne umetnosti in oblikovanja Pedagoške fakultete v Kopru. Študenti smo veselje analizirali na tak način, da smo si postavili osnovna vprašanja. In sicer, kakšne oblike je veselje, kakšno teksturo ima, iz kakšnega materiala je. In istočasno smo na ta vprašanja odgovarjali tudi za žalost. Na tak način smo prišli do najrazličnejših izdelkov. Do nakita, ki v prvi funkciji ni več samo modni dodatek ali pa dekorativni element na telesu, temveč gre za veliko več. Gre za konceptualni nakit, ki izraža simbolni, čustveni in intelektualni pomen. In to je tudi opaziti na sami razstavi, tako na eni kot na drugi, se pravi v galeriji Drat in v galeriji Insula. Razstava Alegrija, v kateri je sodelovalo 32 mednarodnih oblikovalcev, je predstavljala raznolikost pristopov k oblikovanju nakita, ki slavi življenje, čustveno povezanost in umetniški izraz. Obiskovalci so lahko občudovali kose zaznamovane z živahnimi barvami, igrivimi oblikami in nekonvencionalnimi materiali, ki so vzbujali občutke sreče, svobode in vitalnosti. Poseben poudarek je bil namenjen trajnosti. Številni oblikovalci so uporabili reciklirane ali alternativne materiale, s čimer so nakitu dodali pomen odgovornosti in upanja. Nakit je tako presegel svojo tradicionalno vlogo in postal sredstvo izražanja, pripovedovanja zgodb in celo spodbujanja družbene preobrazbe. Razstava Alegrija bo v prihodnjih 2 letih obiskala še številne evropske države, med njimi Nizozemsko, Španijo, Švico, Nemčijo, Francijo, Portugalsko in Italijo. Društvo Tartini kvartet in podjetje Ars Management in izobraževanje pod vodstvom priznanega violinista Romea Druckerja in pianistke ter pedagoginje Aleksandre Alavanja Drucker sta zasnovala kulturni projekt Umetnost Ankaran. Cilj pobude je v letošnjem letu ankaranskemu občinstvu ponuditi pester nabor umetniških dogodkov, namenjenih različnim generacijam, od najmlajših do starejših.
Projekt, ki nastaja v sodelovanju z različnimi ustanovami in ob podpori občine Ankaran, vključuje koncerte klasične in jazz glasbe, gledališke predstave v manjših zasedbah, literarna druženja, razstave in druge kulturne dogodke. Ti se bodo odvijali na več prizoriščih v medgeneracijskem središču Ankaran, kapelici cerkve svetega Nikolaja, rezidenci Ortus, osnovni šoli in vrtcu Ankaran ter na prostem. Posebno pozornost namenijo tudi družinskemu odru, kjer bodo ankaranske in gostujoče družine dobile priložnost, da se izrazijo kot umetniki in soustvarjalci kulturnih vsebin. V torek je na Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper potekal eden izmed 6 regionalnih izborov programa Moje podjetje 2025, ki jih Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih organizira po vsej Sloveniji. Približno 400 dijakov je razporejenih v 104 srednješolska podjetja, ki predstavljajo različne podjetniške ideje, storitve ter izdelke, vse od prehrambenih pa do tehničnih. Namen je, da dijaki, ki sodelujejo v programu Moje podjetje, imajo priložnost tudi tekmovati in se v bistvu bojevati ali pa si pridobiti naziv podjetje leta. V bistvu prav zato mi to spodbujamo, da jim lahko da je to njihova prva pravzaprav podjetniška izkušnja in da že v teh časih pridobivajo te dragocene v bistvu tudi veščine, pa da jih potem lahko porabijo ne nazadnje, ali ka grejo prvič se zaposliti, ali pa če odprejo svojo firmo, da imajo tukaj te prve res izkušnje. Danes tukaj sodeluje 25 dijaških podjetij, se pravi 25 stojnic. Ja, izdelki so pa izredno različni, se pravi, kot ste rekel, od kar nekaj prehrambenih, do nekaj tudi tehnično bolj zahtevnih, nekaj tudi tekstilnih, zelo mešano, zelo različno, vedno več je pa tudi samih tehniških izdelkov. Na koprski srednji šoli se je zbralo okrog 130 dijakov iz Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, šolskega centra Postojna, gimnazije Elektro in pomorske šole Piran ter šolskega centra Sežana. Program je bil kar pester, saj smo videli številne kulturne točke, predstavitve izdelkov ter razstavo stojnic. Ponujamo sladkorno peno, ki je veganska in brezglutenska. Narejena je iz naravnih arom in naravnih barvil. Na začetku nismo mislili na to področje, nismo se hoteli ukvarjati z prehrano, ampak potem smo, glede na to, kaj se najbolj prodaja na teh sejmih na naši šoli, smo se odločili za sladkorno peno. Mislim, da je zelo pomembno, da že pri mladih letih nas v šoli učijo osnove podjetništva, ker se mi zdi, da je to zelo uporabno tudi za prihodnost, ker pridobiš veliko izkušenj, že lani pa tudi letos smo pridobili, vedno več izkušenj pridobivamo in ja, se mi zdi zelo pomembno. In čim več takih predmetov in takih tekmovanj in takega, ja. Mi predstavljamo smutije, smo naredili 2 smutija in sicer smuti športko in genijal. En spodbuja delovanje mišic, drugi pa delovanje možganov. Glede podjetništva, definitivno bi rad naredil svoje podjetje, bolj povezano z fitnessom in z delovanjem z ljudmi, ne toliko z prehrano, ampak se mi zdi, da je zelo dobro, da se v šoli učimo te stvari. Najboljših 6 podjetij po izboru komisije se je uvrstilo na nacionalni izbor, ki bo maja meseca potekal v Ljubljani. Tam bo svoje izdelke ponujalo tudi podjetje Sladke sanje, ki je sestavljeno iz dijakov koprske srednje šole. Poglejmo, s čim se podajajo v svet podjetništva. Ponuja v bistvu domače piškote z različnimi okusi, kot so na primer Kinder Bueno, v bistvu peanut butter, torej triple nut, red velvet, ki je v bistvu piškot, ki je rdeče barve z belo čokolado. In kot tako vidite, je v bistvu naša stojnica prazna, smo že razprodali, tako da v bistvu smo zelo zadovoljni, tudi za strani naših strank, bile so zadovoljne za okusi in ja, super. Vsi radi pečemo. In tudi smo hoteli na ta trg piškotov v Sloveniji pokazati nekaj novega, nekaj drugačnega, ker te piškotov takšni, kot jih mi delamo v Sloveniji, še ni. Zdaj našli smo se skupaj kar hitro, ni bilo težav. V bistvu je zelo pomembno, ker že v šoli se učimo nekih osnov, v bistvu, kako začnemo s podjetjem, kako razvijati podjetje, o bilanci stanja, do stroškov, prihodkov in vse ostalo, kar je pač pomembno, do neke konkurence. In v bistvu pripomore in v bistvu nam pomaga tudi v prihodnosti, če bomo res neko podjetje razvili, nam bo to zelo olajšalo stvar, kot pa nekdo drug, ki s tem nima nobene pač povezave. No. Tudi največ znanja seveda iz prakse dobiš, tako da mislim, da te tržnice so odlične. Lepo je videti, da se današnja mladina tako zgodaj začne ukvarjati s podjetništvom.
Verjamemo, da bodo tudi v prihodnje navduševali z inovacijami, najboljšim pa želimo čim boljše rezultate tudi na nacionalnem izboru. V nedelji 18. maja bodo občani koprske in ankaranske občine lahko brezplačno oddali zeleni rez. Zabojniki s prostornino 5 kubičnih metrov bodo nameščeni na različnih lokacijah, kjer bodo ostali postavljeni en teden, vključno z vikendom. Termini in natančne lokacije zbirnih mest so navedeni v obvestilu, ki so ga gospodinjstva prejela skupaj z marčevsko položnico za odvoz odpadkov. Namenjeni so izključno za oddajo odpadkov, kot so obrezano vejevje, grmičevje, pokošena trava, ostanki živih mej, odpadno listje, ovenele rože ter zemlja. Oddaja teh odpadkov je brezplačna za vse občane, vključene v sistem rednega odvoza komunalnih odpadkov. Odlaganje drugih vrst odpadkov v ali ob zabojnike je strogo prepovedano. Kršitev tega pravila je po odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki kazniva z globo v višini 100 evrov. Ne glede na omejeno akcijo lahko gospodinjstva, vključena v redni odvoz odpadkov, skozi vse leto vsak mesec brezplačno oddajo do 300 kg zelenega reza v zbirnih centrih Sermin in Dvori. Prevzem odpadkov je brezplačen, stroške prevoza pa krije uporabnik. Po potrebi prevoz lahko zagotovi tudi podjetje Marjetica Koper. Še ena komunalna novička, v letu 2023 je podjetje Marjetica Koper v parku med Pristaniško ulico in stavbo Ajpesa postavilo sodobno večprekatno zbiralnico, ki omogoča ločeno zbiranje kar 13 vrst odpadkov. To je bila prva ekološka točka take vrste v Sloveniji. Spomladi leta 2024 je zbiralnica postala tarča vandalov, ki so jo močno poškodovali in jo za nekaj časa popolnoma onesposobili. Po dolgotrajnem in stroškovno zahtevnem popravilu je bila vrnjena na prvotno lokacijo, a so se poškodbe kasneje znova ponovile. Zaradi ponavljajočih se primerov vandalizma in poskusov vdora v prekat za zbiranje odpadnih zdravil je bila ta možnost odstranjena. Odpadna zdravila je tako zdaj mogoče oddati zgolj v okviru polletne akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico po krajevnih skupnostih ali pa neposredno v zbirnih centrih Sermin in Dvori. Kljub vsemu ekološka točka ostaja na svojem mestu in še vedno omogoča ločeno zbiranje ostalih 12 vrst manjših odpadkov, med katerimi so PVC zamaški, baterije, tonerji, stare mobilne naprave, kozmetični izdelki, CD-ji, DVD-ji, videokasete, neonske in varčne žarnice, kavne kapsule ter knjige in revije. V Ankaranu so v 8 ulicah zgornjega naselja, Vlahovčevi, Bevkovi, Kocijančičevi, Cahovi, Mahničevi, Tomažičevi, Larisovi in Frenkovi vzpostavili območja umirjenega prometa. S to ureditvijo želi občina zmanjšati hitrosti vožnje in povečati varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej pešcev. Ukrepi so odgovor na številna opozorila in pobude stanovalcev, ki so opozarjali na nevarne razmere, med drugim tudi zaradi zasedenosti pločnikov in slabe prehodnosti. Občina Ankaran je dodatno poskrbela za varnost in dostopnost z ureditvijo 2 intervencijskih poti na Cahovi in Regentovi ulici. S tem so omogočili nemoten dostop reševalnim in gasilskim vozilom, ki ga je bilo na teh mestih prej zaradi parkirnih vozil onemogočeno zagotoviti. Pot na Regentovi ulici omogoča dostop do blokov in vrtca, medtem ko je bila ureditev na Cahovi izvedena na podlagi poziva reševalcev in gasilske brigade Koper. Tudi v Piranu se obetajo pomembne prometne spremembe. Med 19. aprilom in 12. oktobrom bo Preširnovo nabrežje od križišča za Kosovelovo ulico proti Punti zaprto za motorna vozila. Na lokaciji bo postavljena dvižna zapornica, ki bo omogočila vzpostavitev območja za pešce. Namen začasne zapore, ki letos zaradi velikonočnih praznikov stopi v veljavo nekoliko prej kot običajno, je izboljšati varnost pešcev ter prispevati k večji kakovosti bivanja in turistične izkušnje v mestu v času povečanega obiska. Po noči, ko večina ljudi spi, mesto zaživi po svoje. Takrat pridejo na plano bitja, ki jih podnevi redko srečamo. Poglejmo si pogumno srno, ki je za svojo tiho pot izbrala Koper.
Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. V soboto 19. aprila bo ob 11:30 v Lutkarnici v Kopru potekala glasbeno-lutkovna pravljica Mala bela čaplja, ki jo bo predstavila Nika Solce. O 15. uri pa v klubu študentov občine Koper sledi Jam Session Jamka, vzporedno pa bo potekalo igranje namizne igre Dungeons and Dragons. Večer bo sklenjen z različnimi glasbenimi nastopi. Ob 20:30 se bo namreč v auditoriju Portorož pričel koncert Gregorja Ravnika, akademskega solo pevca, ki žanrsko prepleta pop in operno petje. V Hangar baru v Izoli pa bo ob 21. uri potekal nastop zasedb Acid Mamut in Omega Sun, ki bosta poskrbeli za težke doom in stoner vibracije. Na nedeljski večer 20. aprila pa bo oder izolskega Hangar bara zasedla dolgo obstoječa slovenska skupina Elvis Jackson, ki skozi energetsko eksplozijo prepleta punk, ska in rock. Pričetek koncerta ob 21. uri. Na torkov večer 22. aprila pa bo ob 18. uri v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru potopisno predavanje o potovanju z motorjem po svilni poti za dober namen. Pol ure kasneje ob 18:30 pa se v mestni knjižnici Piran obeta literarni večer z Vesno Milek, kjer bo predstavila svoj roman Kleopatra, naj se zgodi. V sredo 23. aprila se bo kulturno dogajanje nadaljevalo s pravljičnim večerom za odrasle ob 18. uri v koprski knjižnici, kjer bo pripoved zgodb pospremila tudi glasba v živo. Ob 19. pa bo gledališče Koper gostilo predstavo Matiček se ženi v produkciji gledališke šole Talija. Ob 20. uri pa sledi 58. stand-up večer Bunga, ki ga bo tokrat vodil komik Žan Papič. Dogodek se bo tradicionalno odvil v Centru mladih Koper. Na četrtko popoldan 24. aprila pa bo ob 15. uri v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru pričetek delavnic kreativnega pisanja s Perom Srcem, umetniškim kolektivom iz Kopra, ki svojo kreativo usmerja v poezijo, performanse in založništvo. V večernih urah, natančneje ob 18:30 pa bo Center mladih Koper gostil filmski večer Mini Grossman 2, kjer si bo mogoče ogledati jagodni izbor zmagovalnih neodvisnih kratkih filmov iz lanskega festivala fantastičnega filma in vina Grossman. Ob 20. sledi še koncert Damirja Avdića v Mediadomu Pirani v Piranu. Na petkov večer pa bo ob 20:30 v Centru mladih Koper koncert zasedbe Feedback, ki meša jazz, blues in rock ritme, ter nastop progressive rock zasedbe Sam Station. Ob 21. uri pa se bo v Hangar baru v Izoli začel koncert legendarne skupine Zabranjeno pušenje. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden.
To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.